Že tukaj Valentin. Tokrat bom govoril o hudiču in kako hudič teči v podrobnostih. Kaj je hudič? Kaj je definicija hudiča? Ali kaj je tisto, o čemur nekateri rečejo tudi Satan, zlodej, ki nas zavaja? In kako razumeti paradoks, da je vse išlo iz Boga in potem tako je tudi hudič išel iz Boga. Če pogledamo definicijo Boga, češ da je Bog vse, kar obstaja, da je vse išlo iz Boga. In če pogledamo na tem svetu, kako lahko dojemamo ta svet, lahko vidimo, da imamo stvari, ki so vidne, ki so otipljive, ki so trdne, in pa so stvari, ki jih ne moremo videti, ki so nekako skrite in jih težko prepoznamo. Ampak kako si lahko te stvari na praktičen način pojasnimo? Moja razlaga bo takšna. Bog je življenje. Bog je resnica. Bog je tisto, kar je nesprejemljivo, kar se ne spreminja. In kaj se ne spreminja na tem svetu, kaj je tisto, kar je stalno ali kar se vsaj zelo počasi spreminja, to je fizično, to je materija, to je materialni svet. Torej, snov je tisto, iz katerega izhaja življenje. To je primarna pojavnost Boga. Potem pa imamo tudi stvari, ki so težko zaznavne, težko otipljive in jih običajno poimenujemo z besedo energija. Energije seveda več vrst. In potem imamo tudi občutke. Občutki so nekaj, kar čutimo na našem fizičnem telesu, vendar jih nihče ne vidi. Drugi lahko opazijo samo spreminjanje našega fizičnega telesa, se pravi neverbalne komunikacije, ko smo v določeni energiji oziroma v določenem občutku ali čustvu. Kako pa se energija proizvaja? In iz fizikalnih razlag lahko vemo, da se energija proizvaja z trenjem snovi. Recimo elektrika se proizvaja na ta način, da v dinamu preko gibanja ustvarjamo določeno trenje, konflikt, polarnost med negativnim in pozitivnim polom in na ta način nastane električna energija. In podobno je tudi pri občutkih, torej pri teh čustvih, ki jih čutimo kot tok neke energije znotraj našega fizičnega telesa. Malce je nerodno, ker v slovenskem jeziku beseda občutek pomeni tako fizični občutek, ko nekaj recimo primemo z delom svojega fizičnega telesa, kot tudi tisti občutek, ki mu rečemo tudi čustvo. Torej, obstaja fizična realnost, materija, snov in pa potem energija, ki izhaja iz snovi, ki je neke vrste derivat te snovi, neka sekundarna manifestacija snovi in ki prihaja iz snovi na osnovi trenja oziroma konflikta. Ko se pogovarjamo sedaj o Bogu in hudiču, vidimo recimo, da na tem svetu obstaja življenje v obliki živih bitij,
In ta živa bitja imajo različna telesa. Lahko imajo mineralna telesa, lahko imajo rastlinska telesa, lahko imajo živalska telesa oziroma človeška telesa. Mi recimo ljudje smo živi. Se premikamo, se izživljamo, ustvarjamo, potem pa je nekaj, kar nas uničuje, kar uničuje življenje v nas. In kaj je to? To so razne bolezni in pa bolečine, ki jih doživljamo na osnovi določenega konflikta v medsebojnih odnosih. In kaj je tisto, kar povzroči, da je nek človek sovražen v odnosu do drugega človeka? Vsi sledimo določenim nazorom, določenim principom in v glavi imamo nekaj, čemu rečemo tudi misli, torej glasovi v naši glavi. Lahko smo mi tisti, ki razmišljamo, lahko pa se misli pojavljajo kar avtomatično, ne vemo, od kod so prišle. In ravno te avtomatične misli, če jih pogledamo, so tiste, ki nas prepričujejo, da je resnica nekaj, kar je v bistvu laž. Misli so tiste, ki nas prepričujejo, da je nekaj več vredno ali nekaj manj vredno. Misli so tiste, ki nam vzamejo pozornost od tega, da bi bili pozorni na ta svet. Misli so tiste, ki nas med sabo razdvajajo in povzročajo konflikt. In če sledimo tem mislim, potem doživljamo notranji konflikt, ki ga zaznavamo posledično kot energija, kateri rečemo čustva oziroma občutki. In ne glede na to, ali te občutke dojemamo kot pozitivne, kot dobre, ali kot negativne, kot slabe, so oboji enaka energija, proizvedena na osnovi konflikta. Večinoma ljudje jemljejo čustva kot nekaj primarnega. Greš skozi dan, nekaj vidiš, nekaj slišiš in potem se ti pojavi nek občutek. In ljudje avtomatično sledijo občutkom. In ker se jim občutki proizvedejo v določeni situaciji, ko so v določenem okolju ali v bližini določene osebe, ali ko jim ta oseba nekaj reče, potem povezujejo to dejstvo in se rečejo, aha, ta občutek se mi je proizvedel zato, ker sem v taki okolici, ali ker sem v bližini neke osebe, ali zato, ker mi je ta oseba nekaj rekla. In na ta način potem naredimo odgovorno bitje za proizvajanje naših občutkov nekaj izven sebe. Si rečemo, ta okolica je tista, ki je sprožila moje občutke. Ta oseba je tista, ki je odgovorna za to, kako se počutim. In sedaj nazaj k temu opozorilu, da se hudič skriva v podrobnostih. Kajti, če avtomatično sledimo občutkom, je to aktivnost, za katero smo mi spregledali nekaj ključnih vmesnih korakov, nekaj pomembnih podrobnosti. Kajti, če smo iskreni do sebe, lahko vidimo, da preden smo v sebi začutili nek občutek, ne glede na to, ali je bil pozitiven ali negativen, smo predtem imeli v našem umu neko misel.
In ta misel je bila tista, ki je začela našo okolico obsojati, kritizirati ali poveličevati oziroma oboževati. Mi smo potem tej misli začeli slediti, jo naredili resnično in začeli verjeti. In ker je bila ta misel lažna, smo se ločili od resnice, ločili smo se od Boga, ki je resnica, ločili smo se od tega fizičnega sveta, ki je resnica, in smo začeli verjeti iluziji. Začeli smo verjeti misli, ki je nestvarna, ki je energetska, ki je fantazijska, fiktivna, in smo naredili nefizični svet, energetski svet, bolj realen kot fizični svet. In v tem je hudič. Hudič je v bistvu naš ki je energetska, paralelna, virtualna realnost, navidezna resničnost. In mi smo tisti, ki lahko sledimo temu hudiču in verjamemo v tega hudiča in na ta način zanikamo Boga. In posledično ustvarjamo konfliktne medsebojne odnose in posledično zaradi dopuščanja takih miselnih vzorcev se v našem telesu pojavijo bolezni, ker smo v zanikanju življenja, ker smo v zanikanju samega sebe. In sedaj vprašanje, kako se lahko osvobodimo tega hudiča in kako ga lahko prepoznamo. Prvi korak je to, da hudiča damo sem, da mu pogledamo v oči, kajti hudič nas bo toliko časa zavajal, dokler se z njim ne soočamo ena na ena. Naš in misli so nekaj, kar težko primemo z fizičnimi rokami, lahko pa to energijo, ta nefizični svet spremenimo v fizičnega, prvič na ta način, da svoje misli izgovorimo, ker zvočna vibracija je del tega fizičnega sveta. Še bolj pa nam pomaga, če te misli napišemo, da vzamemo pisalo in na papir napišemo te misli. Lahko seveda tudi na računalnik natipkamo. In pomembno je, spet, hudič tiči v podrobnosti, da začnemo opisovati vse dogodke na ta način, da skozi to pisanje opišemo, kaj se nam je zgodilo, kje smo bili, kdaj smo bili, kdo je bil vse v naši okolici, kaj so drugi rekli in naredili in kaj smo vse mi naredili, rekli in si zamišljali, kakšne smo imeli misli in domišljijo in predstave, ter potem kakšna čustva smo imeli, naše te energetske občutke. Po tem koraku lahko to naše pisanje tega hudiča zanaliziramo in točno vidimo, za kakšno trditvijo nas je zavajal. In potem si zapovemo, si odpustimo, se pokesamo, se spovemo in na ta način se osvobodimo hudiča iz sebe. Odpustimo si torej tisto nerealno misel, katero smo dopustili, da je prišla v nas in smo jo sledili. Temu se reče samoodpuščanje. Samoodpuščanje je torej akt, je poteza, za katero se osvobodimo hudiča.
tako rečeno. In za tiste, ki želijo se te metode naučiti, ki hočejo biti mojstri preganjanja hudiča iz samega sebe, vabim, da se pridružijo naši skupini, ki to počnemo na zelo sistematičen in učinkovit način, z pisanjem tudi javnih spletnih dnevnikov. Predvsem pa se to da naučiti za pomočjo brezplačnega uvodnega spletnega tečaja Destiny iProcess Lite oziroma Deep Lite. Vabim vas, tisti, ki želite več izvedeti o tem, da me osebno kontaktirate. Najdete me na spletnih socialnih omrežjih pod imenom Valentin Rozman. Lahko se pa tudi takoj pogledate povezave v opisu tega videoposnetka do teh tečajev. In če znate angleški jezik, se lahko takoj registrirate in še danes začnete z procesom učinkovitega izganjanja hudiča iz sebe, da vas ne bo nikoli več motil od resnice, od realnosti in od tega, da lahko živimo tukaj na tem svetu v zavedanju Boga, v zavedanju, da smo mi Bog, da je vse Bog in da ustvarimo ta svet tak, da bo prava podoba raja na zemlji. Hvala in nasvidenje.